Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Prejšnji teden sva nepričakovano lahko že naredila neko oceno volilnih rezultatov v Združenih državah Amerike. Pričakovala sva, da bo štetje glasov trajalo ulala časa, ampak ko sva midva prišla v službo, je bilo že v glavnem prešteto. In pač pri tem je tudi ostalo. Bi lahko kakšno reč bolj natančno tudi pogledava, med drugim, recimo lahko bolj natančno pogledava, kako so se posamične demografske skupine odločale na volitvah. Znano je, da je med moškimi imel Trump višjo podporo, medtem ko med ženskami je imela višjo podporo Kamala Harris. Zdi se logično? Ne, meni se pa to ne zdi logično, ker dobro, tisto, kar mislim, da je odgovor meham bolj je enostavnejši, na drugi strani pa meham bolj kompleksen. Mislim, da to ni šlo niti po spolu. Enostavni del preskoči. Ne, po vsebini je šlo. Ja. Zdaj ogromno in res ogromno komentarjev smo poslušali, analiz in tako naprej, so šle v dve različne smeri. Ene so bile pač vsebinske, druge so bile prosto manipulacijske. Ampak te manipulacijske se zatekajo v glavnem pač tisti, ki poskušajo krivdo ne iskati pri sebi, in to so demokrati. In so seveda tudi povedali, da je manipuliral Elon Musk z X-om, pa z temi stvarmi, z algoritmi in tako naprej. Ampak to je bilo odločno premalo. Zelo dober komentar na to, kot povzetek vsega, je napisala Kaja Savic na MMC, tako da tam je postavila zelo dobro tezo, izhajala pa iz Bernieja Sandersa. In Bernie Sanders je naslovil kritiko na svojo lastno stranko, to je na demokratsko stranko, češ izdali ste delavski razred. Se pravi, ne gre za to, da so izdali nek razred po definiciji Karla Marxa, ampak za to, da so izdali človeka, katerega mladež zdaj zasluži realno manj kot pred 50 leti na tedenski bazi, pravi, piše. In ljudje zaslužijo, delavski razred zasluži manj kot pred 50 leti. In mladina ima manjše perspektive kot njihovi starši. Skratka, gre za elementarne stvari, mislim, če sigurno si gledal tisti spot, glasbeni spot, ki je nastal na podlagi Trumpovega nagovora volivcev o tem, kaj se dogaja v Springfieldu. They are eating the dogs, jejo pse, jejo mačke, they are eating the cats, they are eating the pets of the people that live there, je rekel tako, in potem iz tega razloga nek krasen komad, ki se ga da na TikToku, YouTube in posod videti, je res zabavni in tako naprej, ampak nagovoril je natanko v dve smeri. Prvo, kar je hotel pokazati, vaši prihajajo sovražniki, ki so tako zlobni, da celo jejo vaše ljubljenčke. To je ena interpretacija. Druga interpretacija pa to, ki so tako lačni, da morajo jesti pse pa mačke, da nimajo več za jesti, da nimajo več služb in tako naprej. V vseh smereh je Trump vstopil v neke realne odnose, medtem ko so demokrati akademizirali, mir na svetu, politična korektnost, LGTB community in tako naprej. Ljudje imajo pa zelo rudimentarne potrebe in zahteve. In v bistvu delavski razred, nekdanji volivec demokratske stranke, preprosto pristopil na Trumpovo stran, ne zavedajoč se, da si je s tem svoj položaj bistveno poslabšal. Ker kaj se je zdaj zgodilo? Zgodilo se je, da je Bitcoin ponoril, da so kriptovalute ponorele. Zdaj Bitcoin, recimo, ko je on štartov, je bil Bitcoin mogoče tam nek 263 tisoč evrov se pravi za en Bitcoin, zdaj je 83-84 tisoč evrov. Se pravi, je poskočil enormno v tem času, predvolilnem in povolilnem času. In Elon Musk, recimo, je tisti, ki bo diktiral tempo virtualnega sveta, na podlagi tega, kar je on sicer v realnem svetu naredil. In moram reči, da ravno v teh dneh je šla knjiga, v mladinski knjigi o tehnofeudalizmu Janisa Varoufakisa. Smo dobili pravkar, ja. In sem ga ravno prebiral, ko se je to začelo dogajati. In kako elementarne odgovore je Varoufakis že, to je bilo 2022, če se ne motim, je on to napisal? Če ne celo pred pandemijo, ampak vse. Ne, mislim, da je bilo po. Midva sva ga skupaj gledala v cukrarni, to je bilo ravno vmes nekje po prvem valu pandemije. Ja, ampak on pandemijo noter že obravnava tako naprej, skratka, ali pa je naredil v kakšni kasnejši redakciji, tudi to je možno. Ampak on noter
v tem delu zelo dobro pokaže, ne, ker oni naredijo to, kar novinari sicer moramo, ne, sledi denarju. Ker gre za kapital in kako se ta kapital transformira, postavi tezo, ne, da so v bistvu tehnofeudalci oziroma oblakofeudalci, oblakokapitalisti, ne, to se pravi tisti rentni kapitalisti, on pravi, ne, v bistvu kapitalizem že uničil. To je paradoks, da so ga spravili na kolena, tako da stari, klasični, liberalni kapitalizem praktično neuporaben, ne? Zaradi tega, ker je prišel spet rentni in se v bistvu postavil nazaj v feudalne odnose. In Amerika te igre noče izgubiti, niti pod Bidenom, niti pod Trumpom. Zaradi tega, ker ta kapitalski lobby, ki obvladuje praktično, ki je nekoč obvladoval dolarsko menjavo, se pravi vezanost dolarja na zlato, ki ga je Nixon 71 leta razdrl, ne? In je v bistvu prisilil vse druge države, ne? Da so se morali začeti na novo postavljati, na nek nov poskušati se otresti odvisnosti od dolarja, ne, so v tem oblakovnem kripto, ali pa če hočeš, v tem oblakovnem kapitalizmu, ne, prišle na rob tega, da naredijo recimo virtualni jen, ki ne rabi več posrednikov in za primerjavo ne rabi več. A je oblakovni ali oblačni kapitalizem? Ja, zdaj lahko, seveda, on pravi, da je oblačni v tem smislu, ne, da je nevaren, ne, da bo deževal, ampak drugače oblakovni pravi. Ne. Ja. In tudi predlaga upor proti temu. Ne. In recimo Kitajska, se pravi, če bi zdaj poskušali razumeti, zakaj in kakšne so osnove vzdrževanja vojne v Ukrajini, mogoče celo v Palestini, definitivno razmerje do Irana, ne, in pa predvsem pa razmerje do Kitajske, ne, gre za absolutno reuspostavitev popolne dominacije ameriške kapitalskega dolarske logike nad celotnim svetom, ne, kar je pa z oblakovnim kripto ali pa pač tem kapitalizmom, digitalnim kapitalizmom, internetnim kapitalizmom, če tako rečemo, zelo negotovo. Ne. Se pravi, Amerika, dobro, jaz zdaj sem prenaumen, pa ta trenutek je premalo časa, da bi obnovo naredil tega, kar sem prebral v tako kratkem času, lahko samo povzamem Varoufakisovo misel, da zato, da je Amerika prisilila Kitajsko, da je sodelovala z njenim finančnim načrtom in pa z njenim kapitalskim načrtom, jo je postavila v odvisnost v blagovni menjavi, po domače povedano, so lahko zato Kitajci dobili svoje na ta način, da so kupovali nepremičnine po Ameriki, po Londonu, pa kjerkoli po tem svetu, kjer se trguje. Ampak hkrati je nekdo ceno plačal za to, da se je kapitalski logiki račun izšel in to je bil delavski razred Amerike. In je obožal. In to je zdaj volilna baza. Pauperizacija Amerike, to je zdaj volilna baza. Pred 50 leti je na en teden je Bernie Sanders povedal in Kaja Sajovec zapisala zdaj, zaslužil več kot sedaj. In to krepko več. Takrat je lahko od tega živel, zdaj more pa vleči po 2 službi za to, da preživi družino. Ja. Tisto, kar se je zgodilo na teh volitvah, je med drugim tudi to, da so volilci Kamale Harris bolj izobraženi kot volilci Donalda Trumpa. Se pravi, med volilci demokratov je občutno več teh z najvišjimi izobrazbami, s fakultetnimi izobrazbami, medtem ko Trumpova volilna baza so osebe, ki so končali srednjo šolo oziroma manj. Ja, te bo to čez 1 leto in pol zanimalo, kakšno izobrazbo ima kdo, ko bo Janša zmagal. Mislim, jasno je, da Golob je vlekel večjo izobrazbeno strukturo, kot Janša pa večjo množico, in bo zmagal spet. Po tem ključu lahko Janša samo zmaga. Edina razlika je v tem, da bo Trump v letu in pol naredil že toliko neumnosti, da bo svet odnos do njega in bo ti zmagal. Jaz mislim, da bo, to je neizogibno. To je neizogibno, ker pogled, prvo, kar je bo zdaj dovolil, da bo Izrael priključil Zahodni breg. Priključil. Ne bo popuščal, na koncu pa se bo izkazalo, da Biden, ki je bil popolnoma sionističen in laksan do Netanjahuja, v bistvu ni bil za polovico Trumpa. On je bil tisti, ki je prenos Tel Aviva v Jeruzalem dovoljen. Tako naprej. Skratka, judovski lobby bo še naprej stiskal in iskal svoje interese, on ga ima vgrajenega v svojo lastno družino, skozi zeta in tako naprej. To se pravi, to bo katastrofa. In ljudje bodo na neki točki, ker oni so zdaj volili sebično, če bi Palestina bila samo majčken faktor, in če bi Kamala Harris samo majhen omenila Palestino v smislu, to se pa ne sme več dogajati, bi zmagala.
Ampak Palestina očitno v Ameriki sploh ni faktor. Faktor je bil v bistvu samo ko ne rečem, boj za kruh in panem et circense, za kruh in igre. Ne? A veš, in v ozadju tega, se pravim, jaz tega sploh ne bi mogel razumeti, če ne bi med tem ravno Varoufakisa prebral. Ja, ampak tle ima še en paradoks. Ne? Grem na demografijo, se upravičujem. Ne? Mislim, jaz demografijo Vi sociologi. Vi sociologi. A veš, judovska skupnost v ZDA je po demografskih podatkih 2/3 glasovala za demokratsko za Kamalo Harris. Tako, medtem ko 1/3 judovske skupnosti je glasovala za Trumpa. Zdaj, je pa seveda res, da je judovska skupnost praktično cela skoncentrirana v liberalno-demokratskem New Yorku. New York zelo dosledno voli za demokrate. Ne? Ja, to si dal že odgovor, pa tudi judovska skupnost je tam mnogo bolj prosvetljena kot kje drugje po svetu, recimo v Rusiji ali Kitajska. Ampak ne pozabi, da so v Jeruzalemu šampance odpirali takrat, ko je Trump zmagal. Ne? Oni bi šampance odpirali pravzaprav v vsakem primeru zaradi predstave, zato da jih zavežejo še naprej preko IPEC-a v sodelovanju s samim sabo, v resnici pa med njima ni nobene razlike. V politiki, edin, da bo ta politika zdaj bi bolj nora, una bi bila pa samo nora, ta bo pa na steroide. Na steroide. Ja. Trump 2.0. Trump na steroidih. Mislim, Trump, ko sem ga jaz zdaj gledal, ni toliko radikalen, kot je bil pred tolikimi leti. Je bolj umirjen, ampak ima pa toliko bolj usodne najave. Če tako rečem, recimo prva stvar, ki jo bo morala Evropa narediti, je to, da bo morala zagnati svoj scenarij B. Se pravi, osamosvojitev. Evropa je prva stvar, ki je naredila, je bila ta, da je nemška vlada razpadla. Oziroma, da je Šolc odstavil finančnega ministra. To je tako rekoč prvi dogodek, ki je sledil ugotovitvi, da je v ZDA Trump zmagal. S tem, dokaj jaz razumem, Evropa postaja še šibkejša. Evropa je v kapitalskem smislu prosto po Varoufakisu praktično brezpredmetna. Evropa nima prvo, kar je niti enega velikega oblakovnega sistema. Se pravi, konkurenčna sta si tukaj samo dve velesili, tudi Rusija ga nima, Rusija ima pač jedrsko orožje, ampak ima ga Amerika in ima ga Kitajska. In Kitajska, če poveže vse svoje oblakovne sisteme in kriptosisteme skupaj, lahko premaga Ameriko, lahko jo. In od tod ta bojazen in od tod že dejstvo, da Amerika zaostruje svoje odnose, bodi si z mikročipi, bodi si s propagando, bodi si z zaostrovanjem odnosov, do Kitajske, zato ker je ogrožen ameriški kapital. In Varoufakis to zelo dobro in prepričljivo pove in kaže še en zanimiv paradoks, da se Kitajska tudi sama boji svojega lastnega kriptokapitalizma oziroma oblakovnega kapitalizma. In zato zastopaš, da je enih 50% znotraj teh kapitalskih sistemov njenega nadzora, ali pa se pravi notranjega trgovanja, notranjega nadzora in oblikovanja plač glede na realne potrebe prebivalcev. In pravi, da je paradoks ta, da je edini žarek upanja, da kapital ne bo popolnoma poradiral delavskega razreda, ravno Kitajska, ki je pa hkrati protagonist oblikovnega kapitalizma. Skratka, to Varoufakis v tej knjigi razdela. Se pravi, jaz bi jo moral 6-krat prebrati, zato da bi jo lahko res v detajle razložil, predvsem pa v tako kratkem času, ampak pa priporočam v branje, res. Izjemna knjiga, tako. Pa enostavno je napisana, seveda so pa to zapletene stvari. Veš, kjer je največji doprinos Evrope? Evropa ni faktor, pravi Varoufakis, to sem hotel povedati. Ni faktor. Največja evropska digitalna firma je Spotify. Druga stvar, v Evropi, na Nizozemskem, delamo stroje, ki znajo delati čipe, mikroprocesorje. To je drugi element. Tukaj smo dobri, hvala pa nič. Potem ni pa nič, dobro, Evropa ima to prednost, če enostavno povem, njena
je njena razsvetljenska zgodovina. In to je edina prednost, ki jo res lahko pokaže. Zakaj? Zaradi tega, ker ima v svoj DNK upisano borbo za prvič individualizem pa človekove pravice. Skratka, delovsko vprašanje, socialno vprašanje, vprašanje izobraževanja. V Ameriki ti sploh se ne moreš izobraziti, če nimaš denarja več. V Ameriki, in to je Bernie Sanders spet očital, v Ameriki je najdražje dostop do receptov za zdravila na svetu. Ljudje ne pridejo do bazične in vse to, kar se zdaj pri nas dogaja skozi privatizacijo zdravstva, Fides in te grebuhe, če tako rečem, grebatorje, te pohlepneže, je dejansko refleks tega, kar v Ameriki že je in si lahko gledamo, kam bomo prišli, če jim bomo sledili. Evropa ima pa drugo šanso in to dejansko ima kulturni kapital, na podlagi katerega ona lahko zadrži neke pozicije ali pa saj ustvarja nesporazume do naslednje rešitve. Ker naslednja rešitev bo morala priti, se tako ne bo mogli iti. In to, kar je, mislim, Amerika je poslala zdaj zelo zlovešče signale. Ampak to, kar govoriš o Evropi, to je en dober muzej. Ja, točno to je teza, ki jo razberem iz Varoufakisovega in konec koncev tudi iz svojega lastnega opazovanja. In to, tudi ta servilnost do Netanjahuja, mislim, to, kar počnejo, pa to je noro. Pazi, to so, ker Makabi bil zdaj na Nizozemskem, v Amsterdamu. Jaz sem gledal posnetke, na katerem so navijači Makabija vpili Kill the Arabs, ubite Arabce. In potem je Ursula von der Leyen in sploh serijsko so politiki govorili, da ne bodo tolerirali tega antisemitizma. Pazi, oni so provocirali in vpili ubite Arabce. In potem so govorili o antisemitizmu. Govorili so tudi o poseljevanjih Arabk, pa še kaj. Zdaj Evropa, ampak jaz sem posnetke videl, veš tiste, ne z umetno inteligenco, ampak realne posnetke iz tistega. Realne posnetke. Vem, o čem govoriš, ker sem jaz to tudi gledal, sem pa tudi govoril z ljudmi, ki so to na svoje oči videli. No, vidiš. Ampak odkot potreba Ursule von der Leyen et consortes, da začnejo govoriti, da se ljudje morajo počutiti varne v Evropi. To se pravi, oni pridejo sem, razbijajo, zažigajo palestinske zastave in govorijo ubite Arabce in zdaj so oni ogrožena vrsta. Mislim, kam smo pa šli, kakšna kultura pa je to? Mislim, to so barbari. Zdaj tako, nogometni huligan je huligan, če tudi je iz Izraela. Potem tako je. In tega ne politizirajo. To ne držijo. Celo, če je iz Izraela, je huligan. Ja. In samo to. In s tem se vsi Mi govorimo o huliganih, ne govorimo o Izraelcih. In zakaj je treba potem tukaj vleči visoke besede, kot so antisemitizem in podobne? Zato, ker Evropa ni to, kar ti praviš. Evropa nima razsvetljenstva. Če bi Evropa še imela razsvetljenstvo, bi razumela, da če se taksisti organizirajo in par huliganov vržejo v kanal, da to ni razsvetljenstvo. Ampak je raus med dvema skupinama, od katerih se ena brani. Potem pa kdo konča tudi v kanalu. Ja, seveda. Jaz upam, da Evropa kot celota ne bo končala v kanalu, zaradi tega, ker tole rajanje zdaj okrog virtualnega, in na začetku bo virtualna vojna, pa pa realna lahko. Jaz se samo tega bojim, da bo imel za posledico Trumpova euforija, da bo imela za posledico vojni napad na Iran. Ker Netanjahu ima interes napasti Iran in če mu bodo sledili, potem nam pa Bog pomaga. Dobro, s tvojo bojaznijo, da Evropa konča v kanalu, deva končati, ampak imava že istočnico za naslednjič, seveda, če se kaj drugega ne zgodi. Hvala. Drži.